Pa nekje ste zapisali, da so vas gledališki ravnatelji branili, Branko Gombač, štihali, Bojan Štih, potiskali, Stane Potisk, ravnali, Vili Ravnjak, novačili, Vlado Novak, ali pa skušali narediti za kralja, Branko Kraljevič. Hvala Bogu, da nisem dobil Tine Kosi, ker bi sem pa dobil za to sama strelca. Vsako obdobje je bilo po svoje zelo zanimivo. Najbolj zanimivo je pač meni obdobje Branka Gombača, zato ker me je pač on me je naredil. On je bil res vzgojitelj igralcev, pa ne samo mene, on je tudi ostale igralce, on je to znal, tega danes več ni, ne. On je znal razporediti, sem statiral, igral malo vlogo, igral srednjo vlogo, igral veliko vlogo. Igral v mladinskem teatru, v mladinski igri, igral v komediji, igral v tragediji ali pa resni. Mislim, on je meni to dajal leta in leta. In jaz sem se samo tu učil. In on je pripeljal odlične režiserje. Dina Radojeviča, Dušana Mlakarja. Z Alešem Janom sem delal neverjetne dobre predstave z Anuja, von Horvata, Joneska, mislim, starim Janom, Kreftove komedijante. Mislim, to so taki krasni spomini na Minupa, na tisti študij. Mislim, on je, in za to obdobje je meni, poleg tega, da sem stal na odru lahko z Arnoldom, ki me je naučil, sploh ni rekel besede, ne, ampak jaz sem se učil od njega, on me ni učil, ne. Prvič s tovornikom sem stal na odru v Galileju Galilei. Mislim, da je to bilo takoj, da začne. In jaz sem igral malega meniha in v prizoru, Arnold je bil že takoj od začetka, seveda, on je bil markanten, on je bil že res noter. Jaz pa sem bil to tam zgubljen, nesrečen, neboljen, nisem znal nič, se ne obrniti nič. In seveda v tem prizoru je Gombač obstrajal, da ponavljamo, jaz sem se že bal noter, ampak Arnold nič ni rekel. Pa smo ponavljali, pa sem rekel, da nehajmo, prosim, ne, Gombač je rekel, ne bo, lepo se tu zdaj motaj Galileju pod nogami in seveda se motam, Barnon skoraj zgrmi v prvo vrsto parterja, pa nič ni rekel. No, pa ponavljamo, pa ne postane malo boljše, pa to malo sem že cel in tak, in Branko je bil zadovoljen, Arnold se je lepo vsedel, mi je gledal, se smehljal, pa nič ni rekel. Na premieri smo dobila aplavz na odprti sceni, na ta prizor. Ko je dol, jaz cel srečen za odrom. Aplavz smo dobila na prvi, na premieri, na odprti sceni. Seveda, kaj? On nič ni rekel. In zdaj se jaz vedno sprašujem, a tudi v meni, moji kolegi pravijo, on pa nič ne reče. On me ni pustil v pensijo, Ravnjak Vili, vidite, kak je to. Je rekel, ne boš Tomo, daj to naredi. Sem rekel, ne bom tega delal, ni šanse. Kaj si ti nor? Jaz sem gledal Tadića, Ljubo Tadića, kot Sokrata. Jaz, da bom Sokrata igral? Ne, ni šanse. Je rekel, dobro je, ne, samo preberi še enkrat, no. Pa sem še enkrat res brat. Sem rekel, ne, to ni šanse. Vili, ne. Dobro, še enkrat preberi. Sem še enkrat brat. Pa smo mislili, ja pa res bi lahko. Samo, če me pustiš, da sam črtam. In potem sem zmetal vso Grčijo, grško motogijo, to zaradi tega, ker nisem razumel. Ker mislim, da tudi publika ne bo razumela, ne. In sem potem ostal samo na tem problemu in rekel sem, potem sem probal, na vajah, jaz mislil, da bom bruhal, tako sem si šel na živce. Pa sodišče, pa ono, pa to, pa to mi preneste, pa ono mi preneste, pa hodu, pa grozno. In potem sem ugotovil, da je to tek samo za stati pa zagovoriti. In to še danes neizmerno živo.